dan, spoštovane gospe in gospodje, in pozdravljeni na Brdu pri Kranju. Vesel sem, da sem se odločil naposled tudi formalno pripraviti srečanje predsednic in predsednikov parlamentarnih strank. Izpolnilo je moja pričakovanja. Na kratko bom povedal, zakaj tako ocenjujem, potem pa bodo za mano svoje ocene podali tudi moji kolegi. Glede na zastrupljenost političnega ozračja je bila razprava, ki se je zavlekla dlje, kot smo vsi načrtovali, kljub mojim številnim dvostranskim srečanjem in pripravam na to srečanje, na visoki ravni politične kulture, bila je vključujoča, spoštljiva, ne glede na to, da je bila zelo polemična na trenutke, vendar spoštljiva. Žal mi je, da dve stranki nista prišli, vendar njuno odločitev spoštujem. To samo potrjuje, da dialog, sodelovanje parlamentarnih strank, nekaj, na kar smo bili v naši 30-letni demokraciji sodelovanja parlamentarnih strank tako ponosni, ni več samoumevno, kot je bilo nekdaj. To kaže, da smo priče nekim razhajanjem političnih duhov, nekim znakom razkola, ki jih je treba skrajno resno jemati in se potruditi, da se ne bi poglabljali, ampak nasprotno, da vrnemo dialogu priložnost in možnost ter potencial, ki ga ima. Bilo je z vseh strani rečeno in zdi se mi pomembno, da je bilo to neko skupno spoznanje. Zaupanje je dvosmerna cesta. Sodelovanje je dvosmerna cesta. Ni mogoče samo pričakovati od drugih, da ti bodo zaupali, ni mogoče pričakovati samo od drugih, da bodo razumeli tvoja stališča, moraš biti pripravljen tudi ti, potruditi se, zaupati tistemu, ki ima drugačna politična stališča od tvojih. Potruditi se moraš sodelovati s tistim, ki misli drugače. To je tudi bistvo in političnega dialoga in sodelovanja. Mi smo se pogovarjali o več vprašanjih in moji sogovorniki bodo njihovim predlogom dali verjetno tudi več pozornosti. Naj povem, s čim sem zaključil sestanek. Z ugotovitvijo, da ima, ne glede na vse probleme, stiske ljudi, socialne, duševne in druge, zaradi epidemije in drugih razlogov, Slovenija velike probleme. Ima tudi zaradi cele vrste okoliščin, zaradi sebe in zaradi drugih, eno neverjetno možnost, da uspešno zaključi epidemijo, izhodno strategijo iz nje, morda majhne strukturne, praktične popravke javnega zdravstvenega sistema, da bo ta sposoben regulirati zdravstvene probleme po epidemiji, da z eno zelo pametno, modro, premišljeno strategijo okrevanja naredi nek nov zalet in da si okrepi svoj ugled s predsedovanjem Evropski uniji konec leta. Naj vam na koncu rečem, kaj smo se dogovorili, ker se mi zdi to zelo pomembno. Čeprav so bile na mizi v pogovoru tudi zamisli o tem, da bi skupaj razmišljali o predčasnih volitvah in o tem bodo govorili tisti, ki so to predlagali. Ne glede na to, da je bil na mizi tudi nov predlog sporazuma, ki so ga nekateri predlagali. In da je bilo glede tega nekaj zadržkov, vsekakor nismo glede tega nič sklenili, smo sklenili eno zelo pomembno stvar. In to je, da v prvi polovici marca, zato sva zadolžena skupaj s predsednikom vlade, pripravimo tukaj na Brdu posvet, srečanje politične in strokovne javnosti, predsednic in predsednikov strank, vseh, ki smo danes bili navzoči, in njihovih vodij poslanskih skupin. Če se nam bosta pridružila tudi predsednika drugih dveh strank, bomo zelo zadovoljni, jaz jih bom ponovno povabil, skupaj z zdravstveno oziroma strokovno javnostjo, s katero želimo prediskutirati vse stvari za nazaj in za naprej, zato, da bi prišli do nekaterih temeljnih, fundamentalnih
skupnih stališč glede izhodne strategije, ki zadeva epidemijo in uspešno prestrukturiranje potreb, najbolj aktualnih potreb v javnem zdravstvenem sistemu. To srečanje bomo pripravili takoj, ko bomo imeli dogovor o sodelovanju strokovne javnosti, ko bomo imeli vsa vprašanja, ki jih bo kdorkoli od nas želel zastaviti, ko se bomo lahko na to pripravili, ne smemo pa s tem odlašati, to smo se strinjali vsi, gre tudi za cepljenje, gre za celo vrsto stvari, ki so povezana s tem vprašanjem. Ta dogovor me veseli, ker sem lahko na koncu potem sklenil, da ukolikor se bo to srečanje, ta posvet obrestoval in bodo vsi videli v njem dodano vrednost, ki bi bila prav posledica dialoga vseh, se lahko nekaj podobnega pripravi tudi za okrevanje, za načrt okrevanja in za predsedovanje Evropske unije. To pa mislim, da ni kar tako majhen izplen takega srečanja, ki ga dolgo časa ni bilo, morda predolgo, danes je bilo. Ne bom rekel, da je premaknilo gore, vendar pa je storjen en tak pomemben korak, zavedajoč se, da smo vendarle skupaj močnejši. In na koncu, preden dam besedo predsedniku SDS in vlade, naj rečem to, kar sem dejal od 25. oktobra naprej, ko sem postopoma racionaliziral razloge za to srečanje. Dialog, tako sodelovanje, ni zato, ker mislimo enako. Dialog in sodelovanje je potrebno zato, ker mislimo različno. In tudi tukaj se je pokazalo, da mislijo zelo različno. Vendar pa ugotavljamo vsi, da lahko pri velikih stvareh, ki zadevajo najpomembnejše državne zadeve, lahko naredimo več, če poskušamo te razlike premoščati. Zato pa rabimo dialog. Lep pozdrav vsem skupaj. Zdaj pogovor, ki se je ravnokar končal, je bil koristen. Težje rečem, da je bil tudi uspešen, vendar pa pogovor nikoli ne škodi. Žal je trajalo dolgo časa, da je prišlo vsaj do nekoliko okrnjenega srečanja predsednikov in predsednic parlamentarnih strank. Za nami je skoraj eno leto mandata te vlade in te vladne koalicije in v bistvu se je že od samega začetka skušalo zbrati sile za nezaupnico in za rušenje vlade. In na ta način so zdaj praktično šele po 11 mesecih, potem ko smo se v državnem zboru ponovno prešteli, nastopili pogoji za nek dialog in za nek pogovor, ki je v Sloveniji včasih že obstajal, ne glede na to, kdo je bil na vladi ali pa kdo je imel koalicijsko večino in ki je v bistvu v lanskem letu izostajal ravno v času, ko bi ga mogoče najbolj potrebovali. Veliko vprašanj je bilo odprtih, jaz upam, da nekatere dileme tudi pojasnjene. Koalicija je imela nekoliko večjo ambicijo, da bi potem, ko je bil naš prvi predlog sporazuma o sodelovanju pri odgovorih na ključne razvojne izzive v prihodnosti, ki smo ga dali praktično že na začetku mandata oziroma maja lanskega leta, ko je bil tisti predlog zavrnjen, smo zdaj pripravili nekoliko bolj okrnjenega, ki v bistvu opozicija v ničemer ne zavezuje, omogoča pa ji, da sodeluje pri iskanju rešitev in odgovorih na razvojna vprašanja že od samega začetka, se pravi prej, preden koalicija sploh oblikuje svoje stališča. Težko rečem, da je po teh odzivih, teh, ki so bili danes prisotni iz opozicije, možno za to, da pridemo do nekega bolj organiziranega sodelovanja, kaj bistveno večja. Mi se vseeno želimo, da govorim v imenu koalicije, da vse stranke opozicije, tudi tiste, ki danes niso bile prisotne, še enkrat pretehtajo, ker pač z takšnim sodelovanjem ničesar ne izgubijo, jih to tudi k ničemer ne zavezuje. Vlado zavezuje k marsičem, tisto, kar vladna koalicija dobi, je pač neka večja širina pogledov
ne šele potem, ko se razprava začne v državnem zboru, ampak že pri pripravi rešitev. Dogovor, ki ga je že prej omenil predsednik države, ki pa je vsaj v tem krogu bil dosežen, pa je dogovor o tem, da v bližnji prihodnosti, potem, ko bodo nekatere dileme v zvezi z nadaljnjim potekom spopada z epidemijo v Evropi razčiščene, govorim predvsem glede te sage o cepivih, organiziramo sestanek, na katerega bomo poleg te sestave, ki je bila danes prisotna, povabili tudi tiste, ki so danes manjkali, plus vse vodje poslanskih skupin, parlamentarnih strank, plus oba predstavnika narodnosti v državnem zboru, kjer bo vlada predstavila načrte izhodne strategije, hkrati pa bo to priložnost za vse, tudi za tiste, ki so v opoziciji in niso imeli možnosti srečevanja z stroko, ki je vladi svetovala, da tej stroki postavlja katerakoli vprašanja za nazaj in za naprej in da mogoče na koncu, vsaj ko gre za izhodno strategijo, dosežemo večjo stopnjo soglasja, kot pa je bila v Sloveniji prisotna v najhujših časih epidemije, ko je del radikalne opozicije praktično nasprotoval vsem ukrepom, ne glede na to, ali je šlo za zapiranje ali za odpiranje javnega življenja. Toliko, če kakšnokoli vprašanje, ker še kolegice in kolegi čakajo, prosim. Dober dan, gospod Janša, Anže Božič, POP TV. Mene zanimata dve stvari. Prvo, seveda sodelovanje, tema današnjega sestanka. Mogoče nekako najbolj zanimiv del tega je seveda sodelovanje z Desusom. Zanima me, gospod predsednik, kako si vi predstavljate to sodelovanje. Nekako iz Desusa smo zadnje dni slišali, da razmišljajo tudi, da bi z vlado sodelovali kot nekakšna konstruktivna opozicija, da bi nekako podpirali predloge, ki upokojencem koristijo, ne bi pa ničesar podpisovali. Zanima me, ali je to seveda za vas sprejemljivo in pa kaj se pravzaprav zgodi v naslednjih dneh z njihovim ministrom, gospodom Jožetom Podgorškom, ali ostaja član vaše vlade ali ne ostaja član vaše vlade. Glede sodelovanja pa še to, kako iskreno pravzaprav vi mislite s to pobudo, gospod Janša, ko pa na Twitterju beremo pred začetkom tega sestanka retweet lažnivemu Erjavcu se ponovno dogaja stranka. To mogoče glede sodelovanja, druga zadeva me pa zanima še glede cepljenja. Rekli smo eno vprašanje, porabili boste čas še za vse ostale. Aha, no pa izvolite. Ja, vidim, da imate napisano še celo sago. Ja, velikih je. Saj je tudi še veliko vaših sogovornikov za mano. Zdaj prvič, kar se tiče tweetanja in retvitanja. Jaz imam v svojem profilu zelo jasno napisano, da to, če jaz retvitam nekoga, to ne pomeni, da podpiram tisto, kar je napisal. Mislim, da sem tudi vas marsikdaj retvital, pa se ne strinjam s tistim, kar ste napisali. Želim opozoriti na neko zadevo in ta medij je pač temu namenjen. Zdaj, kar se tiče Desusa, je bil gospod Erjavec tukaj rekel relativno nejasen. Če se ne motim, sicer ga ste pa lahko vprašali, je povedal, da oni niso niti del vladne koalicije, niso pa niti del KUL koalicije. Zdaj, kaj naj bi to v praksi pomenilo, bomo skušali v prihodnosti še razjasniti. Naprej, kdo želi? Mislim, da sem odgovoril na to vprašanje. Če ni drugega, ok. Vidim, da so vas delegirali. Ne, niso nas delegirali, samo združimo. Lepo je videti, da vi bolj sodelujete kot parlamentarne stranke. Sodelujemo na novinarski način, gospod Janša. Glede cepljenja me zanima, kaj pomeni to, kar ste včeraj omenili, da vlagate dodatne napore za iskanje dodatnih cepiv. Katero cepivo, oziroma ali to pomeni, da je država pripravljena kupovati cepiva sama, tako kot so nekatere evropske države tudi to storile, oziroma ali v partnerstvu s katero drugo državo, in pa kaj pomeni, oziroma kako razumete, da je po nekaterih podatkih neporabljenih cepiv trenutno kar 50.000 odmerkov, kje je težava, je to logistika, so to cepilna mesta ali je to morda interes ljudi?
Ne, to je posledica tega, da se ne posluša tisto, kar je na vladnih tiskovnih konferencah jasno povedano. Vsi izvajalci cepljenja imajo namreč rok, mislim, da 48 ur, da vnesejo podatke o cepljenju. Tako da je tisto, kar je pač na spletnih straneh predstavljeno kot število cepljenih, ne, vedno dejansko manjše število od tega, kar je v praksi realizirano. Zdaj, kolikor vem, noben teden ne ostane nič od tega cepiva, ki ga dobimo. Slovenija se je organizirala že takoj po novem letu za bistveno bolj množično cepljenje, ker so bile iz teh skupnih evropskih naročil najavljene večje količine. In smo sposobni bistveno več cepiva porabiti v krajšem času, v realnem času, kot ga zdaj dobimo, in lahko vam rečem, da je tudi interes zelo velik. Nimam nobenega problema s tem, da se ljudje ne bi želeli cepiti. Obratno je res, ne, cepiva je premalo za zelo velik interes, ker pač cepljenje v Sloveniji je prostovoljno. Zdaj, kar se tiče iskanja dodatnih načinov za dobavo cepiv, je bila izjava mišljena tako, kot je bila izrečena. Proučujemo vse možnosti, ki bodo realne in ki bodo varne. Hvala lepa. Hvala lepa. Pozdravljeni predstavniki medijev. Zdaj, jaz sem že ob sprejemu vabila na današnji sestanek v organizaciji predsednika države povedala, da velikih pričakovanj nimam. Izkoristila sem danes predvsem priložnost, da na sestanku opozorim na vse napake, ki jih dela ta vlada, zlasti, ko gre za obvladovanje epidemije. V Sloveniji smo danes ne samo v zdravstveni krizi, imamo izjemno krizo nezaupanja, imamo psihološko krizo. In opozorila sem na vse te težave, zlasti, ko gre za nezaupanje, ki ga ustvarja politika, apatija ljudi in strah je izjemno prisoten. Po najnovejših tudi evropskih raziskavah imamo v Sloveniji skoraj 80% državljank in državljanov, ki verjamejo, da so razmere v državi slabe. Zato sem vse sodelujoče za mizo pozvala, da bi bila najboljša pot iz situacije pot v predčasne volitve. Govorili smo o tej možnosti, zavedam se, da je ta možnost v rokah izključno predsednika države oziroma predsednika vlade, se opravičujem. Naklonjenosti predlogu ni. Verjamem pa, da bi bil to izhod za nek reset v državi, za neko novo vzpostavitev zaupanja tudi ljudi v obvladovanje epidemije in pa v neko razvojno prihodnost Slovenije in neko normalnost. Zelo ostro sem obsodila sovražni govor, nestrpnost, diskreditacijo političnih tekmecev, laži, zlasti, ki jih tudi širi in ustvarja to nezadovoljstvo in strah, polarizacijo globoko v državi strani vladajoče stranke, in pozvala, da je za kakršnokoli zaupanje potreben minimalni standard nekaterih sprememb. Danes smo dobili predlog na mizo k partnerskemu sodelovanju, jaz ne nameravam ničesar podpisovati, nasprotno, pričakujem minimalne poteze strani predsednika vlade, da zagotovi na prvem mestu pri obvladovanju epidemije, da sodeluje stroka, vključno celotna stroka, ne mislim samo epidemiologe, mislim zdravstvo, mislim zgodovinarje, mislim antropologe, mislim vse, ki lahko prispevajo, sociologe, tako ali drugače, da se bolje spopadamo z epidemijo. To zaupanje stroki je ključno. Obenem sem rekla, minimalno, kar pričakujem za začetek sodelovanja, je, da vlada umakne oznako interno z nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Govorimo o izjemno pomembnih sredstvih za pomoč gospodarstvu, za pomoč za obvladovanje epidemije. Pri razpravi strokovna javnost, socialni partnerji, opozicija, nihče nima možnosti sodelovanja.
Obstaja resna bojazen, da bo država izgubila zgodovinsko priložnost pri razdeljevanju denarja, brez neke razvojne, reformne slike, kako upravljati Slovenijo v naslednjih 10-20 letih, tudi ko gre za okoljsko politiko, za varovanje okolja, ko gre za digitalno agendo, ko gre za vse tiste priložnosti, ki jih lahko kot majhna država izkoristimo. Opozorila sem tudi na skrb v Bruslju pred predsedovanjem Evropski uniji, da tudi kot evropska poslanka nimam priložnosti nobenega pogovora o tem, kakšno bo predsedovanje Slovenije Evropski uniji, da ni nobene javne razprave o zelo pomembnih temah, ki so pred nami, in da v Bruslju vlada skrb, ker se Slovenija vendarle z vsemi različnimi akcijami in tudi verbalnimi napadi nedavno na tuje novinarje približuje državam, kot sta Madžarska in Poljska, ki sta v postopku 7. člena kršitve demokracije, pravne države, temeljnih pravic. In ne želim si, da bi se Slovenija pridružila tem državam, posebej ne, ko je pred nami eno ključno, pomembno obdobje za Slovenijo. Ob obvladovanju epidemije imamo izjemno finančno injekcijo, izjemno priložnost za razvoj države, imamo pa izjemno priložnost tudi ob predsedovanju Slovenije, da Slovenijo postavimo v jedrni del močne in povezane Evrope. Tako da sestanek je bil koristne narave, lahko pa rečem, da je zaupanje ničelno. Sestanek je potrdil, da je za zaupanje potrebno sodelovanje vseh partnerjev. Tu sem rekla, gre za medsebojni in dolgoročen proces, ne bo se zgodilo čez noč. Vsi moramo narediti verjetno kak korak naprej. Pričakovala bi tudi kakšno opravičilo strani predsednika vlade oziroma SDS za razne verbalne napade na socialnih omrežjih, ki močno širijo nestrpnost v naši državi in me skrbi. Evo, toliko za uvod. Gospa Fajon, zakaj pa opozicija ne pravite, recimo, da želite sodelovati pri pripravi tega, se pravi, načrta za črpanje evropskih sredstev? Vemo, to je verjetno najbolj važen projekt za državo. Zakaj pa opozicija tle ne zagrabi te ponujene roke, vendarle imate možnost preko tega sodelovati? Zakaj tukaj ne koaliciji? Danes ne verjamem, da je ta ponudba iskrena. V to se moram prepričati, ne verjamem pa zato, ker smo Socialni demokrati 3-krat od marca lani do decembra vložili alternativne predloge vladi. 3-krat smo poslali svoje predloge in na vse 3 velike obsežne dokumente nismo dobili niti enega odgovora. Zato ne verjamem, da je ta ponujena roka sodelovanja iskrena. Ne bom pa zavrnila povabila na pogovor o epidemiji s stroko, ker se mi zdi, da je tudi današnji sestanek pokazal, imamo zelo različne interpretacije tega, kako uspešna je Slovenija pri obvladovanju epidemije. Sama sem opozorila, da imamo najvišjo smrtnost v Evropski uniji, da smo imeli najdlje zaprte šole, da je veliko ad hoc ukrepov, nejasnosti, da so ljudje prestrašeni in nezadovoljni s stanjem v državi, da javni zdravstveni sistem bil praktično pred kolapsom, da po teh internih načrtih, ki jih ima vlada, menda namenja samo 200 milijonov evrov iz nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost za zdravstvo, kar je absolutno premalo. To pomeni, da javno zdravstvo ne more preživeti. Socialni demokrati smo pripravili svoj alternativni predlog, več kot 1,3 milijarde evrov bi morali v prihodnjih letih nameniti za krepitev zdravstva. Že danes smo v vlaganju v zdravstvo pod povprečjem v Evropski uniji in prav zato me skrbi tudi to, da sama razprava o tem, kako bomo črpali evropski denar, ni javna. Tako da v iskrenost me bodo morali prepričati, ne gre to čez noč, ampak danes je to zaupanje na žalost na precej ničelni točki in ker se zavedam odgovornosti kot predsednica zrele politične stranke,
da moramo sodelovati, se pogovarjati, umiriti strasti v državi, sem se sestanka danes tudi s tem namenom udeležila, da najdemo vsaj nek minimalni skupni imenovalec za upravljanje razmer v državi. Hvala lepa. Pozdravljeni. V Stranki modernega centra podpiramo dialog in pa sodelovanje. Menimo, da je največji problem slovenskega političnega prostora radikalni razkol in pa celo sovraštvo med posameznimi političnimi strankami. Zato radi vidimo, da pride do takih pozitivnih pobud, da sedemo skupaj, si izmenjamo svoja stališča, seveda pa je treba povedati, da ne bomo prišli naprej, če bomo zadeve gradili na preteklosti in zgodovinski in če bomo iskali pri teh nujnih konsenzualnih zadevah razloge v lanskem letu, kdo je naredil kaj prav, kdo je naredil narobe. Nujno potrebujemo dogovor za skupne aktivnosti, da v tej sklepni fazi premagamo to težko zdravstveno krizo. Potrebujemo tudi dogovor za to, da to sodelovanje nadgradimo tudi pri obnovi slovenskega gospodarstva. Slovenija je bila vedno močna, ko je bila gospodarsko močna. Veseli me, da se je del KUL iniciative udeležil tega sestanka danes. Žalosti me, da drugi del tega ni spoznal. Še enkrat predlagam in verjamem, da če bomo zmogli moči in stopili tu pa tam korak nazaj, zato da bomo našli konsenz na tem minimalnem delu, potem se lahko nadejamo tudi bolj uspešnega in zdravstvenega obvladovanja krize, na drugi strani pa tudi gospodarskega. Jaz sem nepoboljšljivi optimist in verjamem, da bomo vsaj na tem minimalnem delu našli možnosti, da skupnimi močmi najprej premagamo krizo, v nadaljevanju bo pa še dovolj prostora, kot sem že večkrat povedal, za to, da bomo iskali tudi politične rešitve, ki bodo dobile največjo podporo slovenske družbe. Tadeja Vrtovec, STA. Mogoče samo na gospod Fajon, malo prej je pozvala k temu, da umaknete stopno interno oziroma tajno iz dokumenta načrta za okrevanje, torej se boste mogoče zavzeli za to, da to storite. In še en njen očitek, da v preteklem letu, da so poslali več predlogov glede tega, kako reševati epidemijo oziroma krizo, ampak da se vlada ni odzvala. Mene najprej veseli, da smo vseh 8 protikoronskih ukrepov, ki smo jih sprejemali z namenom, da ohranimo delovna mesta in pa podjetja. Verjamem, da smo v tem prizadevanju v največji možni meri uspeli. Imamo kondicijo slovenske ekonomije na nivoju, ki omogoča, da bomo do konca letošnjega leta, če se ne bo zgodilo kaj posebej pomembnega, v največji meri nadoknadili ta padec. Pri tem lahko rečem, da smo vsaj z mojega zornega kota vseh teh 8 protikoronskih paketov v veliki meri usklajevali tudi z ostalimi deležniki. Seveda smo zasledovali tiste končne cilje, tukaj pa ni nobene ovire, da bi sodelovali v širšem smislu tudi pri tem programu za obnovo oziroma pri načrtu, na kak način bomo vsa ta evropska sredstva uporabljali za to, da bomo slovensko družbo, slovensko ekonomijo ponovno zagnali. Slišim kritike o tem, da so nekateri s tem nezadovoljni, ničesar ne more biti povedanega vnaprej, dokler ne pridemo do tega, da se ti dokumenti dokončno pripravijo. Roki so tam nekje, mislim, da v aprilu, in da lahko potem šele kritično pristopimo do ocenjevanja tega, kaj bo pripravljeno. Hvala. Samo
samo še en vaš pogled. Kaj pa vi mislite, vseeno ste podpredsednik vlade, ali naj Desusov minister gospod Podgoršek ostane del vaše vladne ekipe ali ne, kako vi vidite to situacijo z Desusom? Tukaj bi rekel tako, da jaz ocenjujem njegovo delo kot zelo dobro. Verjamem, da je tudi na kmetijskem ministrstvu potrebno ohraniti neko kontinuiteto. Gre za pomemben resor. Končna odločitev na to temo bo seveda predsednikova oziroma odločitev predsednika vlade. Jaz osebno bi bil zadovoljen, če bomo delo nadaljevali v tej sestavi, zato ker smo do zdaj pač vse to, kar smo naredili tokom te krize, naredili v smeri, da ohranimo na vseh področjih, tudi na kmetijskem, vse pogoje za to, da vsi, ki od tega živijo, lahko svojim delom naprej tudi nadaljujejo. Hvala. Dober dan, lepo pozdravljeni. Današnji sestanek je bil koristen in lahko pomembno prispeva k umirjanju strasti. Dokazal je, da kljub številnim razlikam, kljub številnim težkim besedam, ki so bile v preteklosti izrečene, smo še vedno sposobni sedeti za isto mizo in se pogovarjati o ključnih dilemah za Republiko Slovenijo. Naše razlike so velike, ampak živimo pa v isti državi, imamo vsi svojo odgovornost, da prispevamo k temu, da naša skupna domovina napreduje. In le, če sedimo za skupno mizo, če drug drugega poslušamo, potem se lahko tudi razumemo. Če pa se razumemo, bodo konflikti manjši, rezultati pa večji. Tadeja Vrtovec, STA, tam, kamor smo prej končali, kolega, kakšen je vaš pogled na situacijo v Desus? Nekako še ni izkristalizirano, kakšno bo sodelovanje, si želite, da bi vendarle podpisali sporazum o sodelovanju z vami in kako gledate vi na položaj ministra Podgorška? Si želite, da nadaljuje svoje delo oziroma v kakšni vlogi? Hvala. S poslanci Desusa konstruktivno sodelujemo, pri ključnih zadevah ravnajo državotvorno. To omogoča tudi tej vladi, da normalno dokonča svoj mandat. Kar zadeva ministra za kmetijstvo, je pa stvar dogovora znotraj koalicije in tistih, ki nam zagotavljajo ustrezno večino v parlamentu. Gospod Tonin, z vašimi besedami, kako je kaj z menjavo nogometne ekipe? Nazadnje ste tu na Brdu omenili, da se v polčasu kakšni igralci zamenjajo, kako je mogoče s tem, seveda govorimo o rekonstrukciji vlade. Zdaj videli smo novega zdravstvenega ministra, je to edina stvar, ki se bo zamenjala ali morda pričakujete še menjavo še kakšnega ministra? To je ena izmed, pogovori tečejo in ko bodo vse stvari dogovorjene, boste o teh stvarih tudi obveščeni. Logično pa je, da je naš skupen cilj, da ta mandat dokončamo, da je ta mandat čim bolj uspešen, da premaknemo stvari naprej in pri tem moramo seveda našo ekipo čim bolj optimizirati. Še enkrat pa potrebno je delati zadeve usklajeno, koalicijsko, ker če nimamo usklajenih zadev, potem nimamo ustrezne večine v parlamentu. In kot sem dejal, ko bomo dogovorjeni, boste o teh stvarih tudi obveščeni. Ostanite zdravi, srečno. Dober dan in lepo pozdravljeni v Kranju, lepo vas je videti tukaj. Ko je Slovenija v krizi, smo v krizi vsi, zato sem se današnjega sestanka pri predsedniku države udeležila. In dejstvo je, da se je v politiki treba pogovarjati in dokler bo samo 1% možnosti, da takšni sestanki naredijo korak v pravo smer, bom sama dala 100% od sebe, da bi tudi uspeli. V iskrenost ponujene roke predsednika vlade v stranki SAB ne verjamemo. Zakaj? 26. marca 2020 smo dali predsedniku vlade pobudo za ustanovitev protikriznega partnerstva. 26.3.2020. 6.4. smo mu poslali dopis
enako 2020 seveda, smo mu poslali dopis, da ga pozivamo, da nas v tistih težkih časih skliče vse parlamentarne stranke, predsednike na sestanek, da nam pove, kakšna je situacija. Odgovor enak kot pri 26. marcu, se pravi nič. In 26. septembra 2020, se pravi tako rekoč v drugem valu, smo dali tretjo pobudo za sestanek predsednikov parlamentarnih strank. Odziv predsednika vlade nič oziroma ga ni bilo. Cel kup vsebinskih dopolnitev smo dajali k PKP-jem, bom naštela samo tiste glavne. Pri prvem in drugem PKP-ju ustanovitev proračunskega sklada in proračunski nadzor, parlamentarni nadzor, se opravičujem, ker bi to omogočilo zelo transparentno porabo javnih sredstev in v vsakem trenutku bi vedeli, kam je šel denar in koliko, seveda tega niso sprejeli. V ostalih PKP-jih smo predlagali tudi cel kup stvari, izpostavila bom 3. Brezplačne maske za upokojence, ki so najbolj ranljiva skupina prebivalcev v prvem in v drugem valu. Seveda ni bil sprejet naš amandma. Predlagali smo, da se šolarjem in dijakom zagotovijo brezplačni tablični računalniki, seveda tudi ta predlog naš ni bil sprejet in zato, ker je bila Slovenija praktično pol leta oziroma so bili ljudje pol leta omejeni na gibanje v svoji občini, smo predlagali, da se za 25% znižajo cene vinjet v letu 2021 za vse, ki smo vinjete kupili tudi v letu 2020. Seveda tudi tukaj ni bilo nobenega odgovora, ampak amandma ni bil sprejet. Kljub temu smo poslanke in poslanci SAB-a pri vseh PKP-jih nismo glasovali proti, ampak smo se vzdržali. Kljub temu, da ni bil sprejet noben naš predlog in kljub temu, da je praktično v vsakem PKP-ju bil kakšen podtaknjenec, od Jambrekovega člena do prisilnega upokojevanja, do zniževanja sredstev za nevladne organizacije, do prenehanja veljavnosti določenih členov v zakonu o knjigi. Skratka, nobenega odziva, nobenega odgovora in seveda tudi nobenega sprejetega predloga. To so glavni razlogi, da pač v to ponujeno roko ne verjamemo oziroma smo prepričani, da je to roka s figo v žepu. In nam pravzaprav nihče ne more očitati, da nismo bili maksimalno konstruktivni v teh obeh fazah epidemije. In na kritiko predsednika vlade, kako smo se obnašali rušilno, kako rušimo vlado, sem mu odgovorila, da naj malo pogleda v zgodovino leta 2013, ko pravzaprav v enako težki, finančno pa še bistveno težji situaciji ne SDS, ne Nova Slovenija nista izbirala sredstev, da bi takrat nagajala vladi, ki se je res trudila rešiti državo pred bankrotom. Dejstvo je, da je vlada v drugem valu popolnoma zavozila. Vlada je sprejemala ukrepe, vlada je odgovorna za te ukrepe, so upoštevali stroko ali niso upoštevali stroke. Ne glede na to, na vladi je odgovornost in kot sem rekla, dejstvo je, da so v drugem valu popolnoma zavozili. Imamo praktično največ mrtvih, imamo praktično ali pa imeli smo praktično najdlje zaprte šole in nažalost se počasi približujemo spet neslavnemu rekordu pri višini brezposelnih, to je neka magična meja 100.000. Ukrepi, ki so jih sprejemali, so bili sprejeti stihijsko, spreminjali so se iz dneva v dan in celo sami se jih niso držali. Zadnja dva, bom rekla, sta pa prav pika na i, to je testiranje taksistov na vsake 3 dni, ko je Slovenija v oranžni fazi, ko je bila v črni fazi, se jim ni bilo potrebno testirati. To, kar se dogaja z gostilnami, je pa pravzaprav kar, bom rekla, farsa, ampak žalostna farsa. Jaz sem na tem sestanku pozvala
predsednika vlade in celotno koalicijo, da stopi pred ljudi in se jim opraviči za vse napake, ki so bile narejene oziroma v drugem valu. Ker več kot očitno so napake bile narejene, če ne bi bili rezultati drugačni. In prepričana sem, da je pred naslednjim tretjim valom, ki bo prej ali slej tukaj, taka poteza edina logična in bi mogoče ljudem vrnila nekaj majhnega upanja v to, da vlada ve, kaj dela in da vlada dela za njih. Hvala. Dober dan vsem skupaj. No, današnji sestanek je bil pravzaprav namenjen, da bi kompletna opozicija podpisala nek sporazum o skupnem delu in skupnem delovanju države Slovenije v isti smeri, v uničevanju tega koronavirusa, v reševanju Slovenije in pa v želji, da se Sloveniji zagotovi dobro predsedovanje Evropske unije in dobro delovanje v korist države. No, glede na to, da vse ostale opozicijske stranke, razen Slovenske nacionalne stranke, niso želele sodelovati v tem sporazumu, se človeku poraja vprašanje, ali morda ostala opozicija ne deluje v nasprotju z željami države in v bistvu ruši to državo, njeno integriteto in njeno bodočnost. Slišali smo celo vrsto raznih čudnih variant s strani ostale opozicije, tako da dostikrat zelo zblojenih in temelječih na enih čudnih izjavah in podatkih, tako da vse skupaj je včasih spominjalo, kot da pripravljajo v ostali opoziciji projekt križanja podgane s kolovratom. Tako nekako je vse skupaj izgledalo. Edino, kar smo konsistentnega slišali od ostale opozicije, je bilo to, da gospa Fajonova bi naredila vse, da bi prišlo do predčasnih volitev, kar ji ni uspelo, in pa seveda, da smo od nje izvedeli, da bo v razpravi v Evropskem parlamentu razprava o 7. členu Evropske ustave, po kateri bojo udarili po Madžarski in po Poljski, in jaz sem zaslutil tukaj noter tudi grožnjo Fajonove, da bo zahtevala, da se v tej razpravi razpravlja tudi o Sloveniji. Skratka, s strani ostale opozicije ne moremo pričakovati kakšnih pomoči, od nekaterih segmentov te opozicije pa lahko pričakujemo razbijanje države, uničevanje države zaradi silne bolečine, da je na oblasti gospod Janša in nekdo drug. Jaz sem jim povedal, da v bistvu so imeli priliko so zapravili in zdaj pač ne bodo imeli druge prilike. Če bi jo pa že imeli, pa mislim, da bi se tudi njihova združba razsula v 2-3 mesecih, tako kot se je pred nastopom te vlade. Toliko, hvala lepa.